Prehajamo na drugo točko, vprašanje in pobude. Na zastavljeno vprašanje svetniške skupine Liste Mateja Slaparja, Romane Učakar bo odgovorila gospa Tina Trček, na vprašanje svetniške skupine Gibanje Svoboda Mojca Jončeska Malovrh in Nove Slovenije Vojka Tonina pa bo odgovorila gospa Katja Vegelj. Prva ima besedo gospa Romana Učakar, izvolite. En lep pozdrav vsem. Ja, nas v bistvu zanima, brez varstva je danes preko 80 otrok. Glede na zazidalne načrte, ki so že planirani za v prihodnje, se bo ta številka še povečala. Kakšen je dolgoročni načrt ima občinska uprava, da se v bistvu reši to problematiko? Hvala. Hvala. Besedo ima gospa Tina Trček, izvoli. Hvala. V vrtce v občini Kamnik je trenutno vključenih 1330 otrok, in sicer v vrtec Antona Medveda 875 otrok, v zasebni vrtec Sonček 182 otrok, v zasebni vrtec Zarja 172 otrok in v zasebni vrtec Peter Pan 101 otrok. Na centralnem čakalnem seznamu občine Kamnik je v tem trenutku 81 otrok, vendar je pri tem potrebno poudariti, da vsi še ne izpolnjujejo pogojev za sprejem v vrtec, ter da je nekaj takšnih, ki so tekom leta prosta mesta v vrtcih že zavrnili. V prihodnje se načrtuje gradnja novih stanovanjskih naselij, kar bo povpraševanje po prostih mestih v vrtcih zagotovo povečalo, zato je pospešeno potrebno razmišljati o odpiranju novih enot oziroma oddelkov vrtca. Eden izmed prvih ukrepov je odprtje nove enote vrtca Antona Medveda Kamnik v okviru Term Snovik, ki je realno izvedljivo že s prihodnjim šolskim letom. Gradivo za odprtje nove enote je predlagano za obravnavo na tej seji. Prav tako je predvideno odprtje novega oddelka v okviru sanacije podružnične šole Gozd. Gradbeno dovoljenje za sanacijo šole je pridobljeno, v letošnjem letu si bomo prizadevali, da bi pridobili nepovratna sredstva za sanacijo. Preučujemo tudi možnosti vzpostavitve enot vrtca v drugih nenamenskih prostorih, eden izmed takšnih je denimo v okviru Mekinskega samostana. Poleg navedenega je občina Kamnik v lanskem letu pristopila k pripravi dolgoročne strategije za področje predšolske vzgoje, v okviru katere je bil že izdelan popis vseh obstoječih prostorskih kapacitet, tako javnega kot koncesijskih vrtcev. Izdelovalka je temeljito pregledala prostore, investicije, ki so bile že izvedene v preteklih letih, ter izdelala oceno potrebnih vlaganj v prihodnjih letih. Prav tako je bila naročena demografska študija za prihodnje 10-letno obdobje. Občinska uprava bo po temeljitem pregledu obeh dokumentov in opravljenih strokovnih srečanjih z deležniki v predšolski vzgoji pripravila končni dokument, in sicer predlog strategije za področje predšolske vzgoje, ki bo predložen v obravnavo na eno izmed prihodnjih sej občinskega sveta. Hvala. Hvala. Želite dopolnilno vprašanje? Hvala. Potem ima v imenu svetniške skupine Gibanje Svoboda besedo gospa Mojca Jončeska Malovrh. Izvolite. Mene predvsem zanimajo kakovost življenja starejših občanov. To je moja prioriteta, zato sem vam tudi postavila vprašanje, kako bo občina pomagala domu starejših občanov pri pridobitvi raznoraznih dovoljenj in ostalih stvari, ki temu pritičajo, s tem, da so se prijavili na razpis za pridobitev evropskih sredstev, s katerimi bi dogradili enoto, ki bi bila od dosedanjega doma ločena in bi s tem omogočili dnevno varstvo dementnim osebam, varstvo dementnim osebam in pa tudi, če bi prišlo ponovno do kakšnih zaostritev glede epidemij, bi bila lahko to ločena enota. Druga stvar je, da se dom starejših občanov prizadeva, da bi povečal možnost dnevnega varstva
ker pač ljudje ne morejo priti v dom starejših občanov za 24-urno oskrbo, je pa potreba v Kamniku za tem varstvom vedno večja. Prav tako želijo razširiti enoto za občasno varstvo, to se pravi za ljudi, ki trenutno rabijo domsko oskrbo. To so kakšni zlomi oseb, ki so same in tako naprej. Mene zanima, koliko se bo občina na tem področju angažirala, da bi vse te zadane naloge, ki si jih je DSO zadal, lahko tudi ustvarijo. Hvala. Besedo ima gospa Katarina Vegelj, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti. Izvoli, Katja. Ja, lepo pozdravljeni. Oddelek za družbene dejavnosti je seznanjen situacijo v domu starejših občanov Kamnik, kadrovskimi in prostorskimi potrebami, konkretno z nujno potrebno izgradnjo prizidka zaradi ureditve bivalnega standarda in zagotavljanja dnevnega varstva ter začasnih namestitev. Začetek gradnje prizidka je predviden za leto 2024. Posteljne kapacitete v okviru te investicije se ne bodo spreminjale, ukinjajo se le 3 in 4 posteljne sobe. Seznanjeni smo, da je resorno ministrstvo podpisalo namero za izgradnjo prizidka. V zvezi s tem dom starejših občanov Kamnik izvaja aktivnosti za pripravo projektne in druge dokumentacije za podpis pogodbe o sofinanciranju prizidka. Prav tako je ministrstvo v tem času objavilo razpis za financiranje izgradnje zunanjih bivalnih enot, zato je dom starejših občanov Kamnik takoj vzpostavil sodelovanje z občino glede proučitve možnosti in izvaja aktivnosti za pravočasno prijavo na razpis, ukolikor bodo dopuščale finančne možnosti. Zunanje bivalne enote bodo v primeru uspešnega razpisa vseljive v letu 2026. Občina Kamnik in dom starejših občanov Kamnik načrtujeta sodelovanje na področju povezovanja doma z lokalno skupnostjo v smislu skupnostne skrbi za občane Kamnika, usposabljanje za nego v domačem okolju, svetovanje, informiranje, medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje z lokalnimi zavodi in društvi in podobno. Z izgradnjo nove zunanje bivalne enote se pričakuje učinek krajšanja čakalne dobe za sprejem, predvsem za še bolj samostojne občane. Sočasno s povečanjem bivanjskih kapacitet pa bo potrebno zagotoviti ustrezno število kadrovskih resursov. Pomanjkanje ustreznega kadra pomeni največje tveganje za uspešno izvajanje dejavnosti varstva starejših v domovih starejših občanov po Sloveniji v lokalnem okolju. Hvala. Hvala. Želite dodatno vprašanje? Ne. Beseda ima v imenu svetniške skupine NSi Vojko Tonin. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj prvič. Strani več občanov, ki imajo svoje osebne zdravnike v zdravstvenem domu Kamnik, sem bil obveščen, da bi se v prihodnjih mesecih v kamniškem zdravstvenem domu upokojilo 5 zdravnikov družinske medicine. Zanima me, ali je zdravstveni dom Kamnik ustrezno pripravljen na napovedane upokojitve, ali bodo upokojeni zdravniki nadomeščeni z novimi, kaj lahko pričakujejo občani, ki so trenutno vpisani k zdravniku, ki se bo v kratkem upokojil. Hvala. Hvala. Beseda ima, odgovor je pripravil dr. Sašo Rebolj, direktor zdravstvenega doma. Prebrala pa ga bo gospa Katja Vegelj. Izvoli. Ja, zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik ne razpolaga z informacijo, da naj bi se v prihodnjih mesecih upokojilo 5 zdravnikov. V maju 2022 se je upokojila za 60% dr. Nadja Fajfar Križnič in jo je nadomestila dr. Almira Tršan Balažič. Odprli pa smo še dodatno ambulanto dr. Tanje Pogačnik Petrič. S 1.2.2022 se je upokojila dr. Nevenka Šečer Dolenc, pa še vedno dela v zdravstvenem domu v obsegu 40%. In s 1.1.2023 za 20% dr. Jana Plavc, a njena ambulanta normalno deluje 4 dni na teden. Trenutno nimamo o trajanju delovnih razmerij zdravnikov nobenih drugih podatkov. Kot pri vseh upokojitvah v preteklosti, tudi za prihodnje aktivno iščemo nove družinske zdravnike. Usposabljamo specializante družinske medicine za potrebe zdravstvenega doma, razpolagamo z ambulantama za nadomeščanje odsotnih zdravnikov in ambulanto za neopredeljene bolnike, ki je z delom pričela v februarju oziroma z današnjim dnem. Na vprašanje, kaj lahko pričakujejo občani, ki so trenutno vpisani k zdravniku, ki se bo v kratkem upokojil, pa je bil
podan odgovor, da ti ne bodo v nobenem primeru ostali brez zdravstvene oskrbe, saj imajo možnost vpisa v ambulanto za neopredeljene bolnike, delujeta pa tudi 2 ambulanti za nadomeščanje odsotnih zdravnikov v primeru bolniške odsotnosti ali dopustov. V teku pa so tudi dogovori za nove zaposlitve. Hvala. Hvala. Želite dodatno vprašanje? Ne. Potem zaključujemo drugo točko.